Živijo, jaz sem Boštjan Ahbar, to je 11. epizoda podcasta Podrobnosti. Danes je nedelja, 2. marec, snemamo zvečer ob 10. uri. Z mano kot vedno, zdaj se mi zdi, da že masa ljudi kliče tega človeka, slovenski podcast car, Anže, kje si? Ja, evo me, masa ljudi. Važno, da je masa ljudi. Ja, veš da. Dej, za začetek, dej se malo pohvali, no? S čim naj se pohvalim? Ja, zmagal si tekmo včeraj. Ja, ok, zmagal sem v 3. slovenski ligi. Še enkrat. Ne, nisem samo enkrat zmagal, zmagal si še drugič, ko si v bistvu prebral vse ovinke iz Tolmina nazaj v Ljubljano. Okay? Ja, ker ta Tolmin res ni smešen. Pač. Ja, vse poletje je fajn tam, po zime pa res ne vem. Vsaka čast ulinke so tam, no. Sam tam rekel. Sam tom rekel. Se pravi, poslušalce iz Tolmina smo zgubili zdaj, zavedno. Ja. Kot vedno bi se rad zahvalil na začetku vsem poslušalcem in poslušalkam za vse downloade, za poslušanje te oddaje. Veliko nam pomeni z Anžetom, z užitkom delamo to oddajo, oziroma poddajo. Vse komentarje, vse ocene, za vse smo zelo hvaležni. Zdaj smo že kar nekaj teh ocen nabrali na iTunesih, mislim, da je že blizu 50. Ja, se ful pridno nabira, tako da ful hvala folku. Pa seveda ful hvala unim, ki boki otežite, da Blackberry uporablja. Sorry, jaz to moram reči. Še vedno ga imam. Ne bote hitro to šlo stran. In pa hvala za ideje, za podrobnosti. Če kak zanimiv link oziroma kakšna zanimiva stvar, o kateri bi radi, da govorimo o tej oddaji, po tistih naših weird zadevah na koncu oddaje, ko jih vedno omenimo. Ali pa v bistvu ideje za predlogi za goste, tudi to nekako z Anžetom vedno prebereva in se pogovorimo o tem, tako da bomo to delali v tej smeri, da mogoče za naslednje podrobnosti pripeljamo kakšne goste, ki ste ga vi predlagali. Anže, kje vse se nas najde, oziroma na kak način nas lahko ljudje spremljajo in zvejo več o podcastu tem in pa ostalih, ki jih ima mreža Aparatus? Ja, zdaj mreža Aparatus. Vse oddaje so na aparatus.si, drugače nas pa najde tudi v iTunesih, tako da če tam not napišete podrobnosti ali pa Aparatus, marsikaj ven skočne. Tako da ja, pa tako, kaj bo ki rekel, zdaj smo že pri 50 ocenah, ampak to še ne pomeni, da jih nočva še več. Tako da ja, če ste slučajno naročeni v iTunesih, pač bo kakršnakoli cena tam ful dobrodošla. No. Pa na Facebooku je, spomnil sem se, sem se spomnil. Odlično, ja, če na Facebook napišete vnotar v search aparatus.si, tam najdete, pa če nas polajkate, ful hvala. Ja, to. Super. Ti imaš zdaj že to kar dobro naštudirano, da ti tega hitro skozi. Ja, ker sem že tokrat rekel. Pa še pol za /podpri, ne. Če imate slučajno šanso, da finančno podprete vse to, kar delamo, da ste pa lahko na aparatus.si /podpri, ker vsak evro, ki ga dobimo, se pol vlaga v opremo. Ja, normalno, ker v bistvu je zdaj mreža Aparatus ima že kar nekaj podcastov, je 5 ali 6, kako je? 6 podcastov in vse to za sabo potegne čas in pa tudi določene stroške, ki jih je treba pokriti in sploh z opremo, ki Anže se zmerno trudi, da bi bilo res na najvišjem možnem nivoju, da nas lahko vi čim bolj slišite. In tako da hvala vsem, ki pomagate pri tem. Omenil bom samo na hitro zadnji podcast, še enkrat hvala Žigi Urhu in pa Mateju Hočevarju, zelo zanimiva debata je bila o zdravem načinu treninga, o prehrani, o crossfitu. Fanta sta iz CrossFit centra v Ljubljani, Vigor Ground, in se splača poslušati podcast, ker sem se tudi jaz skozi ta pogovor naučil marsikaj zanimivega. Anže, sem še karkoli pozabil, kar se tiče teh admin zadev pa tega? Ne, mislim, da je to to. Smo pokrili bolj kot vse. Ja. Današnji gost, jaz sem zelo vesel, da smo se uspeli dogovoriti. Profesor dr. Matej Tušak, univerzitetni diplomirani psiholog, v bistvu eden najbolj priznanih športnih psihologov v Sloveniji. In jaz sem se že dolgo želel tega pogovora, ker verjamem, da bo to še ena priložnost, da se sam kot športnik zelo veliko naučim in upam, da bo tudi vam vsem zanimivo. Tako da vidimo končno, kaj se dogaja v glavah športnikov, da to preštudiramo. Anže, štarti zadevo.
Evo, Matej Tušek, a se slišimo? Se slišimo, seveda. Super. Jaz bi za začetek, kot vedno, rad vprašal vse naše goste, nekako kako so pristali v tem področju, ki ga zdaj delajo, oziroma v tej smeri, v karieri. Pa bi vprašal, zakaj psihologija športa, kako ste prišli do tega, je to bila, oziroma tvoja želja, cilj, ali je to bilo mogoče čisto naključno, da ste pristal na koncu, oziroma si pristal na koncu v tem? Zelo zanimivo. Moj oče je bil psiholog in od mojega 6. leta je bila naša hiša polna športnikov. Moj oče je začel športno psihologijo v Sloveniji leta 1974, takrat sem bil jaz star 6 let in konstantno je bilo vse polno športnikov, pri nas tudi po 10-12 na dan in to je ponavadi izgledalo tako, da gor smo imeli eno sobo, kjer smo se otroci učili in kjer je imel tudi moj oče pisarno in seveda, ko je prišel športnik domov k nam, smo mogli iti vsi mi iz te pisarne oziroma iz te sobe ven v dnevno sobo, tam so pa seveda že čakali naslednji športniki, da bojo na vrsto prišli in seveda pol, ko enkrat pridejo na obisk ljudje, ki so svetovni prvaki, ne vem, takrat je hodil Kočeto, recimo Primož Ulaga, Miran Tepeš, Franci Petek, pa recimo Rok Petrovič, ko imaš take ljudi v sobi, ki čakajo, da bi prišli tvojemu očetu na terapijo, na seanso, je seveda to zelo zanimivo, zelo atraktivno in nekako jaz mislim, da ko sem se začel odločati, kaj bom šel študirati, ko sem se odločil za psihologijo, niti ni bilo vprašanje, kakšno vrsto psihologije. Jaz sem že takoj na začetku rekel, da hočem pač delati športniki. To so bili ekstra zanimivi ljudje, že skozi pogovor z vsakim izmed njih si videl, koliko drugačni so, kaj vse zanimivega se dogaja v njihovih glavah in to je bila pravzaprav stvar, ki sem jo hotel. Ko sem se odločil v srednji šoli, konec srednje šole, ni bilo dileme, da bom športni psiholog. Pa pol, ki si diplomiral, kako je šlo pa pol, kaj ti zdaj učiš na DIF-u, če jaz prav razumem? Ja, jaz predavam na DIF-u, pa tudi na psihologiji, na filozofski fakulteti, pa zdaj predavam tudi še na ekonomski fakulteti, pa na medicinski, pa malo na FDV-ju, posod, kar precej predavam okrog, zdaj govorimo o fakultetah, ampak zanimivo je, jaz sem hodil športniki okrog že od prvega letnika fakultete naprej, jaz sem bil že takoj po osamosvojitvi, začel sem prvič pravzaprav na koncu prvega letnika sem začel delati na DIF-u, na Inštitutu za šport, v laboratoriju za psihodiagnostiko, ki ga je moj oče 2-3 leta prej odprl tam. To sta bila prva 2 laboratorija, namreč profesor dr. Milič je imel laboratorij za medicino športa in moj oče je imel laboratorij za psihologijo športa. To sta bila prva slovenska laboratorija na katerokoli področje športa, ki sta bila ustanovljena in jaz sem tam pravzaprav že od prvega letnika naprej delal z posameznimi športniki, imel sem pa tudi že prve reprezentance, takrat so bili to keglači, s katerimi sem hodil po svetovnih prvenstvih in se učil pravzaprav, kaj vse se dogaja na teh velikih tekmovanjih, kako ljudje razmišljajo, kakšne napetosti so, kako se da kiksati na takih tekmah in kako se ne nazadnje tudi prenese vse ta pritisk. Tako da jaz sem to že zelo zgodaj začel in sem potem samo logično nadaljeval kot asistent, ko sem zaključil fakulteto. Pa je bila ta tudi dosti smooth prehod. To je bilo pravzaprav tako, jaz sem že ves čas delal in jaz sem pravzaprav že takoj v 4. letniku, niti nisem bil absolvent, takoj sem šel v službo tja na DIF, tam so me čakali, takoj sem pa upisal doktorat z področja športne psihologije. Tako da tukaj sploh ni bilo praktično dobenih stran poti, je pa res, da sem imel jaz izrazit privilegij, namreč moj oče je začenjal športno psihologijo. Jaz sem videl sva leta 91, ko sem bil jaz v 1. letniku, že izdala prvo skripto z tega področja, 94. leta še niti nisem zaključil študij, sva že izdala prvo knjigo skupaj in potem seveda šla stvar samo v tej smeri naprej. V tem času se je pa tudi pokazalo nekako zanimanje v slovenskem. To največjo ledino je oral moj oče. Od let, ko se je bilo treba skrivati športnikom, če so hoteli priti do psihologa, ker so trenerji mislili, da je z njimi kaj narobe, če grejo do psihologa,
Do obdobja, takrat je bilo to treba prebiti tudi v javnosti in do obdobja, ko so potem 88. leta so skakalci v Calgaryju osvojili prvi 2 olimpijski medalji in takrat je Matjaž Debelak, ki je osvojil 2 medalji, takrat izrazito izpostavil vlogo športnega psihologa, mojega očeta, ne? In od takrat naprej je bilo tudi zanimanje javnosti za to področje bistveno večje in lažje je bilo to pač oceniti in se potem naučiti, da je to nekaj, kar je sestavni del priprave na tekmo, tako kot je kondicijska priprava, tehnična, taktična, na koncu seveda tudi psihološka priprava. Si predstavljam, da si dal v bistvu že res ogromno število športnikov skozi, tako rečem, oziroma da si sodeloval z njimi. Recimo s kom, pa ni treba za imena, ampak recimo mogoče vsaj po športu povedati, pa na kak tip ljudi ali pa športnikov, recimo s katerimi je bil užitek delati, oziroma je lažje delati in mogoče s katerimi je težko. Kdo je težko dostopen, pa v bistvu tudi, da pač se pri njem težko dosegljive spremembe in tako naprej. A je to prav v bistvu mogoče bolj specificirano po športih, ali je to res čisto vseeno pač od karakterja oziroma od osebe same? Glej, o nekaterih imenih z lahkoto govorim, ker smo ostali prijatelji, ker tudi skupaj nastopamo, tudi jaz veliko svojega dela v zadnjih letih upravljam v podjetjih, kjer pravzaprav poskušam menedžerje učiti, kako biti uspešen in zato uporabljam zgodbe iz športa, ker so športniki, se vidimo tudi na zadnjih olimpijskih igrah pokazali, da smo izjemno uspešni in da znamo biti uspešni tudi v pogojih, ki niso idealni, česar marsikje drugje v slovenskem prostoru ni. Ampak tako da z lahkoto izpostavim vsaj nekatere športnike, recimo izrazito lepo pa poučno za mene je bilo delati recimo z Andražem Vehovarjem, bil sem z njim tudi v Atlanti na olimpijskih igrah, potem recimo z Vasilijem Žbogarjem že dolga leta sodelujeva, z temi judoistkami iz kluba Sankaku, Fabijana na Lopati pri Celju, kjer dela potem recimo izjemno, seveda je bilo sodelovanje s Petrom Majdič, jaz sem kar, mislim, da je 12-13 let sodeloval z njo, tudi bil v Vancouveru z njo takrat, ko je prišla do olimpijske medalje z zlomljenimi rebri, pa še zdaj sodelujeva skupaj tudi v različnih podjetjih z različnimi programi. Potem je bilo obdobje, ko sem delal tudi s Primožom Peterko, recimo z celimi skakalno ekipo, z njimi sem bil na olimpijskih igrah v Naganu leta 1998, pa na svetovnem prvenstvu v Kulmu, pa še na veliko svetovnih prvenstvih in svetovnih pokalih. Ne smem pozabiti tudi kegljačev, ki so pri nas nekako precej manj popularen šport, ampak so že dolga leta, zdaj ne delam z njimi, ampak so bili meni dragi, so bile to prve reprezentance, kjer sem delal praktično s celo reprezentanco v dolgem obdobju, recimo pol leta priprave na svetovno prvenstvo, kjer smo vzpostavljali nek tak koncept, da to ni zdaj stvar, da nekdo pride 3-4 pred veliko tekmo, ampak da je to zasnovano skozi celo sezono s poudarkom na višku sezone, recimo. Ne smem pozabiti tudi nekaj takih lepih zgodb v ekipnih športih, recimo zadnji 2 sezoni sem sodeloval z Krko, košarkaškim klubom, po menjavi trenerja, ko je praktično obakrat bila ekipa precej sesuta, pa je bilo treba edino lovoriko, ki se jo je še dala dobiti, to je bilo naslov državnega prvaka, pa je bilo treba sestaviti novo ekipo, pravzaprav zamenjali so igralce, prepeljali nove igralce, prepeljali novega trenerja, bilo treba narediti nek nov tim, imeli smo 2 meseca in pol časa, pa so se recimo stvari zelo lepo postavile, pa tudi z nekaterimi igralci smo naredili zelo dober kontakt in sodelujemo še naprej. Skratka, pol recimo je bila rokometna reprezentanca, ženska, s katero sem sodeloval zelo dobro, spomnim se tudi košarkaške reprezentance, ampak tam je bilo te mlajše, ki jo je takrat vodil Martič. V tej reprezentanci si bil, mislim, da testiran tudi ti. Res je, se ne motim, se bo spomnil, mislim, da sem vas testiral v Bernardinu in še največje težave takrat sem imel z Markom Tuškom, ki nam je parkrat pobegnil 5 karaoke vmes, če se spomniš. Skratka, v hecu, ampak to so bili, takrat smo pravzaprav začenjali, takrat mislim, da sem jaz tebe tudi prvič
spoznal. Ja, jaz sem bil takrat v bistvu najmlajši v tej generaciji, to so bili malo starejši od mene, te Tušek, Milič in Sterović so starejši, ampak takrat sem se jaz prvič priključil v bistvu. Te reprezentanca mladih je bila to, ne, do 22 let. Ja, mlade. In mislim, da so bili potem, ste bili srebrni, če se ne motim. Ja, jaz nisem šel zraven takrat na Evropsko, oni so potem bili srebrni v Italiji, je bilo to Evropsko prvenstvo. Ja. To je bila generacija. Se spomnim, ampak to je bil šele začetek nekega sodelovanja, tam pravzaprav smo imeli samo testiranja, takrat smo nekako okušali, tudi na Košarkaški zvezi so nekako, se mi zdi, okušali to sodelovanje. Je pa treba vedeti, da je bila prva ekipna panoga, s katero smo psihologi sodelovali, ravno košarka. Moj oče je prevzel Olimpijo oziroma delal kot psiholog v Olimpiji v času, ko je bil tam trener Vinko Jelovac. In potem za njim tudi še 1 ali 2 sezoni, ko je Jelovca zamenjal Sagadin. Ampak potem se je to sodelovanje končalo. V času Jelovca je pa bilo to sodelovanje zelo družno. To so bili časi, ko je recimo Divac igral še za Partizan, pa je za Olimpijo so igrali Čurčič, pa Zdovc, pa... tako imenovani zlati časi jugobasketa. Ja, in takrat sem praktično čisto vsako tekmo Olimpije tudi predsedel na klopi, se učil, gledal, navijal, to je bilo seveda še v Hali Tivoli takrat. Tako da košarka je bila že od začetka tudi pri nas prvi tak ekipni šport, v katerega smo posegli. Zdaj pa, če pa nekako poskušava samo definirati, kje se pa da več ali pa bolj koristno delati ali pa več učinka videti. Zagotovo so panoge, kjer je veliko tehnike, veliko možnosti napake, kjer so recimo streljanje, recimo gimnastika, tam, kjer je mogoče malo manj vzdržljivosti. Te panoge so izrazito potrebne, posebne psihološke priprave, zato ker je pač verjetnost napake zelo velika in se pač trudimo to verjetnost napake zminimalizirati. Nekoliko manj je tega v vzdržljivostnih panogah, recimo veslanja. Čeprav ne smemo zanemariti tega, da se tudi tam da zelo veliko narediti, samo tam so pač tehnike drugačne, recimo zakaj pa glih vzdržljivost ta komponenta, to mi pa ni jasno, zakaj pa to glih? Zato, ker je pri vzdržljivosti, recimo pri enem veslanju, če ti prvi zamah naredi zelo slabo, to še ne pomeni, da boš na koncu zgubil medaljo. V smučarskem skoku je pa recimo na odskočni mizi v 20 stotinkah potrebno narediti 12 različnih faz v pravem zaporedju, pravočasno in še v vektorsko pravilni smeri, s pravo silo. In je verjetnost napake v tistem delčku sekunde tako velika, da če te narediš napako, si iz prvega mesta na 70. mestu, recimo. Medtem ko pri veslanju ta napaka ni tako usodna. Isto je pri gimnastiki. Narediš en prst narobe, pa si padel dol z lestvine in namesto, da bi bil olimpijski prvak, si na koncu 96, tako kot se je zgodilo Miti Petkovšku v Sydneyju, recimo. Se pravi, verjetnost napake v nekih takih panogah je večja in zato je tam toliko bolj pomembno, da je res vse zasnovano ali pa vse narejeno tako, da pademo neka, mi temu rečemo v psihologiji, idealna nastopna stanja, ideal performance state, rečejo to v angleškem jeziku. To je tisto, kar, Boštjan, ti sigurno kdaj občutil to v kakšnem trenutku, ko imaš občutek, da gre vse noter, da praktično karkoli narediš, se ne more ponesrečiti, že naprej veš, kaj boš naredil. Prosto da prekinem, to smisel jih mogoče malo kasneje vprašati, ampak če lahko zdaj sem zmotim, da ne bom pol pozabil, recimo, a se imenuje mogoče prav obstaja ime za ta feeling, ki ga v bistvu dobiš? Ja, to je temu rečejo v angleščini peak experience. To so, se pravi, vrhunska doživetja, včasih so jih na kakšnih TV kanalih poskušali, recimo v času smučanja, nekako se je težko to predstaviti, ampak odvzeli so barvo, nabili so srčni utrip noter, dodali zraven globoko dihanje, da so nekako pokazali, da je človek osredotočen samo na sebe, da okolje zgine. Nekako to zgleda tako, kot da si v temi, pa imaš reflektorje okrog tebe, samo 2-3 metre okrog, toliko traja tudi tvoja koncentracija, vse ostalo je nekako zunaj in te ne moti, ne vpliva na tebe. Hkrati imaš pa en občutek maksimalne samozavesti, avtomatiziranosti, praktično
občutek imaš, da gre vse samo od sebe. Ja. Na koncu po takšni tekmi si seveda maksimalno utrujen, ampak vmes pa tega matranja in tega napora sploh ne čutiš. Ja, in je v bistvu zanimivo, da mogoče kdo, ki bi, recimo, če zdaj govorimo o košarki, mogoče kdo, ki gleda strani, pa reče, ali temu gre vse noter. Ne vejo pa tisti, ki samo gledajo košarko, pa to lahko mogoče svoje izkušnje povem, da v bistvu je pa res tako reče, da padeš v tisti feeling in tistem obdobju je res neverjetno, da tudi sam sebi težko razložiš, kako je prišel do tega oziroma zakaj. Enostavno časi se mi zdi, da res padeš ta feeling in žoga gre noter ena za drugo, za tretjo. Najbolj zanimiva pa najbolj smešna stvar pri tem se mi zdi, da pa je v bistvu imaš takrat občutek, da je res vse tako zelo lahko narediti. Ja. Ni matre, vse tako lahko, v bistvu sploh se si utrujen potem, normalno, totalno si utrujen recimo po tekmi, ampak pa to recimo počneš tokom tekme, kot je zelo alfa in ko si v tistem feelingu, je pa v bistvu te zdi, da je tako lahko to se delaš, mogoče za katerega to zgleda težko, je pa čist lahko, ne. Ja, ampak vedno do teh feelingov lahko, mislim, brez priprave ponavadi pride relativno slučajno. Aha, se to, ja. Ampak mi se pa trudimo, da bi v bistvu na nek način s pripravo povzročili, da bi vsaj blizu tem feelingom bil vedno, ne, takrat, kadar želimo, seveda. Tako da to so recimo stvari, ki so že en del tega, kamor psihična priprava teži. Zdaj tukaj so prišla recimo konkretno na košarko, ki je v kontekstu priprave podobna vsem ostalim ekipnim športom in je seveda malo drugačna. Ko govorimo o neki individualni pripravi športnika, je pravzaprav stvar čisto vseeno, si košarkaša, si smučar ali si gimnastičar. V vsakem primeru gre za to, da nek stres tekme povzroča možnost napake, večjo možnost napake, spremeni se napetost v telesu, poslabša se natančnost izvedbe, preciznost, zanesljivost seveda se poslabša, moč pade. Recimo, mi smo imeli, eni trenerji naši so imeli ene meritve, kjer so pokazali, da našemu športniku 3 dni pred pomembno tekmo pade moč trupa za 40%. In potem 2 dni po tekmi ali pa en dan po tekmi se ta moč vrne nazaj na isti nivo. Zdaj si predstavljate, recimo konkretno šlo je za gimnastiko, če tebi za 40% pade moč trupa, te seveda na težkih elementih odtrga takrat, ko je tekma. Ko je bila pa konc tekme, en dan potem je bilo pa spet vse normalno. Se pravi, to so čist konkretne meritve, ki pokažejo, da v stresnih situacijah individualni nastop je lahko bistveno poslabšan. In ta individualna priprava na tekmo temelji na tem, da poskušamo športnika naučiti, da je sposoben nek, temu v psihologiji športa rečejo 100% fenomen pokazati takrat, ko je potrebno. Ampak v ekipnih panogah so to seveda to bistveno premalo. Tukaj je v ozadju pač delovanje tima, koliko se oni med seboj poznajo, koliko se razumejo, koliko je neke kemije med njimi, koliko si pomagajo, koliko je skupinske motivacije. Recimo proti koncu leta se neštetokrat dogaja v košarkaških ekipah, da ti individualni motivi, ki so vezani na, ne vem, novo pogodbo ali pa na pokazati se, recimo, zdaj, če ti hočeš se prodati, morajo videti tvojo statistiko, in če hoče videti tvojo statistiko, moraš dati, ne vem, 20 košov, če si dvojka, recimo, ali pa, ne vem, in če tega ne daš, se boš težko prodal, in zdaj, kar naenkrat tisti skupinski cilji ni nujno več, da so v ospredju ali pa jih ne znamo ukomponirati. Tako da to so stvari, ki so pa tukaj bistveno bolj zakomplicirane. In v ekipnih panogah je tudi delovanje ali pa vloga psihologa bistveno težje vidna. Težje jo je preveriti, dokazati koristnost. Sploh je pa težko, da bi sam psiholog v ekipni panogi skrbel za to. To je seveda povezano potem s trenerjem ali pa s pomočnikom ali pa z celim trenerskim timom. Tako da tukaj recimo v teh ekipnih panogah je ta učinek psihologa veliko težje merljiv, kot pa je v neki individualni panogi. Mogoče še to, kar so prej govorili o teh vzdržljivostnih panogah. Tudi tam včasih rečejo, mi pa ne rabimo psihologa, saj tu pa ne more biti velike napake. Seveda so pa druge tehnike, recimo ena taka znana tehnika, ki jo uporabljamo v vzdržljivostnih športih, je tehnika disociacije. Pomeni, ko postane težko, ko pečejo mišice, ko se laktati nabirajo, takrat je seveda odvisno, kam ti zmoreš iti, je odvisno od tega, kako znaš bolečino prenašati. In tehnike disociacije pomagajo,
da znaš to bolečino zelo dobro prenašati, da je ne čutiš, dokler pač ne pride do kolapsa, do krčev, ti bolečine ne čutiš ali pa jo čutiš bistveno manj. Ne? Tako da tudi tukaj se absolutno da najti nešteto tehnik, ki se jih da uporabiti, samo je pa seveda delo malo drugačno. Da pa ne govorimo seveda o tem, da imajo športniki tudi svoje osebna življenja, da velikrat se obrnejo na mene, ne vem, naši vrhunski športniki, v katerih ne bom zdaj v imenih govoril, ampak imajo pa milijonske pogodbe, recimo v košarki ali v nogometu, pa imajo v zadju čist banalne vprašanja, ne vem, to, da ne vem, odnos med punco, pa mamo njegovo ali pa očetom, pa ne vem, njim recimo. Skratka, čisto običajne življenjske stvari, ki se jih dotikajo v življenju, v klubu recimo, ne upa priti do trenerja vprašati, ali je trener zadovoljen z njegovim delom. Ni pa v prvi peterki ali pa v prvi enajsterici. In zdaj, če nisi tam, pa si recimo špic igralec, ti moraš, če druga ne vedeti, ali na treningu trener s tabo je zadovoljen. Ampak če ti trener tega sam ne pove, kako boš vedel, ali si na pravi poti, ali moraš kaj spremeniti. In zdaj mnogokrat ne znajo do teh informacij priti in se potem ukvarjamo tudi čisto s takimi banalnimi stvarmi, ki na koncu definirajo to, kako se bo njegova kariera razvila. Mogoče sam za zanimivost, pred leti sem spoznal psihologa, ki je takrat delal v Real Madridu, nogometnem klubu. Jaz sem bil tam, sem pripravljal španske lokostrelsko reprezentanco, ki je občasno sodelovala s tem psihologom, ampak nekako niso bili čisto zadovoljni, pa sem jaz pol tudi prišel in takrat sem se z njim spoznal. In sem ga vprašal, čemu posvečajo največ pozornosti, dva psihologa sta delala v Realu. In je rekel, veš, ne boš verjel, ampak pri nas je višek dela psihologa vezan na to, da igralcem razloži, da je treba iz slačilnic, iz dvoran iti naravnost domov. Ker pred vrati jih čaka izjemno veliko število mladih punc, ki bi jih rade odpeljale domov, in če se to zgodi, imamo mi potem seveda zelo hiter problem, ker se to razve in potem seveda nastanejo težave in tega si pa ne želimo. Zanimivo, ne? Daleč od tiste klasične psihologije, pa vse en koristno delo, ki ga upravljajo psihologi. Zdaj, ko smo bili pa v teh ekipnih športih, pa to, a je bilo kdaj, je bil kak trener, ki je potreboval pomoč psihologa, športnega psihologa? No, recimo, zelo zanimivo, ne? Nekoč so prišli igralci, pa fizioterapeut k meni z željo, da poskušam na nek način skontrolirati njihovega trenerja. Kar nekaj tekem. Ja, in to zanimivo, Boštjan tega zelo dobro poznaš. Ne bomo imeni, da nam še kaj. Ne bomo imeni. Tako si vemo, kdo je, ampak ok, whatever. Seveda ne bomo. Ampak gre za to, da je v trenutkih živčnosti pač odreagiral narobe, tako kot tudi igralci velikrat odreagirajo narobe, je tudi on odreagiral živčno, z upitjem, z vsemi možnimi agresivnimi gestami, ki so pač povzročile to, da si igralci sploh niso več upali metati na koš. Ker seveda, če je potem prišlo do napake, kar je bilo zelo težko zadeti v trenutkih, ko so vsi živčni, pa vpijejo, pa norijo, ne? In potem je bilo to, mislim, da so imeli že 8 porazov zapovrstjo. Mi smo potem z igralci najprej na eni strani naredili en način, kako se poskušati izogniti temu škodljivemu vplivu trenerja. Po drugi strani sem se pa jaz tudi s trenerjem usedel, mi dva so se zelo lepo pogovorili vse in sem se praktično vsakič 1 uro pred tekmo dobil z njim. To on ni delal za nalašč, to je delal pač v trenutku, ko se je bilo težko obvladati, in mislim, da smo potem v zadnjih 4 tekmah 3 tekme zmagali, eno pa samo še eno izgubili. Šlo je bolj zato, da se v nekih trenutkih prideš v nek začaran krog in rabiš nekoga, ki ti predstavlja avtoriteto, pa ti od zunaj pokaže, da je ta vedenjski vzorec napačen, in z malo kontrole in dela, sej to je mimogrede značilnost v košarki, da so vsi, ne v košarki, v športu, da so praktično trenerji, športniki pa navadi zelo motivirani za to, da kaj spremenijo, sam nekdo jim mora pomagati najti načina. Ne. Smo, mislim, da zelo lepo stvari spremenili in umirili takrat zadevo. Zanimivo.
Recimo, videl sem jaz sem gledal, Matej, tvoje seminar, ki je bil ki je tudi možno ga videti na YouTubeu. Kako se imenuje? TEDx, ja. Ena stvar mi je v bistvu stopila malo ven, na katero nisem nikoli vsaj ne na tak način pomislil, da recimo, ko govorimo o športniku oziroma o vrhunskem športniku, da gre največkrat to za posebneža oziroma za recimo že skoraj, lahko rečemo celo egoista na nek način. Ne? Ali lahko mogoče besedo dve o tem, recimo, kakšna oseba je vsaj ponavadi oziroma nekak standard, če obstaja za enega res profesionalnega športnika, ki je, bom rekel, že skoraj obseden s tem svojo željo po uspehu in tako naprej. Kakšna oseba je to, kak človek mora biti to, ker verjetno vsak človek tudi ni psihološko sposoben, da postane vrhunski športnik. Ne? Oziroma, mogoče so redki tisti, ki lahko, ne vem, lahko mogoče besedo dve o tem. Ja, zagotovo. Zdaj, jaz mislim, da je tipov vrhunskih športnikov, ki lahko zmagujejo več, ampak v nekih osnovah so si pa dosti podobni. S tem, da je med drugim lastnost egoizem, o katerem si govoril, stvar, ki je seveda izrazito nujna na igrišču v nekem trenutku. Enkrat se spomnim, lahko absolutno o tem govorim z imenom Petra Majdič, prijateljica moja, tudi ne samo moja nekdanja športnica, rekla, veš, če jaz pridem v ciljno ravnino, poravnano z ostalimi, meni nobena tekmovalka ne bo vzela prvega mesta, ker si nobena tega ne zasluži toliko kot jaz, ker nobena ni toliko naredila kot jaz in jaz bom tam čisto vsaki dokazala, da je to moje in od nikogar druga. Sam tja moram priti, se pravi, skupaj v grupi, ne smem zaostati prej na nekem klancu ali pa nekje drugje. Skratka, to je bila ena taka izrazita egoistična trditev, ampak je bila vezana izključno na situacijo tam, nekako ne bom rekel čisto izključno. Sej Petra se je znala poskrbeti, pa potruditi, da si je organizirala trening in vse skupaj tako, da je bilo to dobro za njo. Ampak Petra je znana potem, da je daleč od tega, da bi bila egoističen človek. Ona je nasplošno do ljudi bistveno bolj altruistična, kot pa si sploh predstavljamo. To se pravi, je en dokaz tega, da se da v bistvu narediti vrhunski rezultat tudi z vse življenjsko gledano, ne egoizmom, ampak v tistem trenutku v športni situaciji seveda pa moraš biti egoist. Če si predstavljate nek bokserski dvoboj, zmaga tisti, ki ungata druga večkrat udari in to ga mora udariti točno tam, kjer najbolj bolijo, ne obratno. In tam moraš biti egoist, če ne boš ti njega, bo pač on tebe. In tako tudi recimo, če smo gledali zdaj olimpijske igre v Sočiju, pa če ste gledali tudi naše nosilce olimpijskih medalj, ste lahko videli, da je pravzaprav posod bila mal, čeprav mogoče ni bila vedno posebej izražena, ampak je bila mal želja za tem, da bi dobili zlato, ne srebrno pa bronasto. Dobro, vse smo lahko srečni, so rekli, z srebrno pa z bronasto, ampak večinoma si ljudje želijo zlato, zato ker je to pač tisto, kar je vrh vsega. In prav je, da je tako, ker to je tisto, kar na nek način prepele ljudi naprej. Je pa zelo pomembno, da vrhunski športniki ostanejo v svojih vrednotah še vedno ljudje. To se pa marsikdaj lahko zelo spremeni. Zakaj? Ker je nenazadnje denar, ki je danes prišel vsaj nekatere panoge v športu, tako velik, da enostavno ljudi izrazito lahko spremeni in nekateri postanejo drugačni. In to ni dobro, zato ker prvič spremenijo vedenjske vzorce, tiste, ki so jih nekoč pripeljali na vrh, začnejo spreminjati in seveda, ko začnejo spreminjati tisto, kar deluje, pa navadi zgrmiš navzdol. In druga stvar, ko enkrat nimaš več občutka povezave med tem, kaj ti delaš, pa med tem, kaj služiš, potem enostavno denar nima več te klasične vrednote, kot jo ima pri ostalih ljudeh in dobi občutek moči. Se spomnimo konfliktov, ko je nekdo izmed naših športnikov rekel, da bo kupil Šmarno goro. Šmarno goro, pa vse skupaj, se spomnimo. Ampak to je vse nenazadnje povezano z denarjem. Ko nekdo na tak način z občutkom moči, ki ga je prinesel ta denar, spremeni celo ne vem, razmišljanje, to zagotovo ni dobro, ampak to je realnost, to ni realnost slovenska, to je svetovna realnost. In tukaj seveda tisti, ki so šli skozi neko
zelo močno avtoritativno vzgojo, kjer so jih naučili neke vrednote, ki recimo so neke, bomo rekli, univerzalne etične vrednote, rečemo v psihologiji, teh tudi seveda denar ne bo pokvaril. Druge seveda pa lahko spremeni. Kaj pa zunanji vpliv? Kaj se zdi, da se na to dostakrat pozabi, čisto kako se pač drugi ljudje začnejo do teh ljudi obnašati, ki imajo denar? Mislim, to mora biti še večji faktor, saj jaz na te zadeve tako gledam. Ne? Seveda. To recimo poznam eno anekdoto, pa tukaj pa ne bom imena uporabil, bom pa povedal, da je šlo za našega olimpica, ki je osvojil olimpijsko medaljo enkrat v zadnjih 20 letih in je rekel, veš, zelo pametno je rekel, veš, izjemno težko je ostati to, kar si bil pred uspehom, ne zato, ker se bi ti hotel spremeniti, ampak cel svet se v funkcioniranju do tebe spremeni. Ja. Je rekel, veš, tega jaz, in potem vsi te trepljajo po ramenih in rečejo, ja, super si, sam tak moraš ostati, ne? Ampak ti ne moreš ostati tak, če se pa vsi začnejo do tebe drugače obnašati, kot so se prej. Ne? In je povedal eno anekdoto, ki je bila njemu praktično nepojmljiva. Bil je povabljen na neko šolo, da odpre nek prizidek ali neko novo šolo, malo sem že pozabil. In je rekel, preden da sem prišel pač na govorniški oder, sem imel čigumi v ustih. In potem seveda, ko sem mogel pač povedati to, kar sem si zamislil, sem gledal, kam ne ta čigumi odložim in ker ni bilo pač možnosti nikjer, sem ga pljunil tam nekam v grmovje. In rekel, pred mojimi očmi so se 3 punce steple in si razdelile moj čigumi. Okay. In je rekel, zdaj si predstavljaj, kako je težko ostati normalen, če nekaj takega vidiš. Samo zato, ker sem osvojil olimpijsko medaljo in ker sem bil zdaj zaradi tega, ne vem, frajera. Ne? Skratka, ta zunanja situacija seveda z lahkoto spremeni ljudi in zdaj moraš biti res na nek način močen, da vzdržuješ en tak občutek prijaznosti, humanosti do ljudi, ki so manj uspešni, manj učinkoviti, ker to mimogrede je lastnost vrhunskega športnika, da se zna veseliti svojih uspehov, da jih zna doseči, ampak da zna razumeti tudi to, da vsi ljudje pa nimajo te možnosti, da bi bili uspešni in da zato, ker sem jaz uspešen, še ne pomeni, da moram na druge ljudi gledati kot na manj vredna bitja. Ne. To se mi zdi recimo zelo pomembno, včasih nekateri športniki izgubijo ta kontakt z realnostjo in postanejo pravzaprav ljudje, ki jih ne želimo posnemati. Ne. Jaz bi si želel, da bi v bistvu bili zelo zreli v teh pogledih in da bi predstavljali en dober model za mlade, ne pa neki konfliktnega. Ne. Sam poglejmo Mikea Tysona, kako je funkcioniral v prejšnjih letih. Čeprav slišim, to, kar zdaj slišim, je nekako najdu drugačno pot spet v življenju zdaj. Vmes je pa šel skozi faze, ki mu niso glih v ponos, verjetno. To sem mislil še reči. Ena stvar, oziroma en faktor je bil recimo denar, drugi so potem ljudje okoli tebe. Še ena stvar, ki se pa meni zdi zanimiva, je pa to, jaz recimo v začetku kariere, pa mogoče tistih, bom rekel, early 20s, tako reče, na začetku 20, ko sem šel v Ameriko, pa to sem imel velik problem v bistvu izklopiti košarko, ko sem prišel domov. Z domačimi, recimo doma, z družino in tako naprej. In se mi zdi, da zdaj, ko sem mogoče malo odrastel in malo več izkušen in to se skupaj, da znam to narediti, da košarko odklopim, čeprav nikoli ne moreš čisto. Ampak, recimo, koliko je to dobro ali pa mogoče ni dobro, da imaš športnik to sposobnost, da lahko, bom rekel, ko prestopi prag, ko pride domov, da pozabi tisto slabo tekmo, ki je odigral, ali pa vrhunsko tekmo, ki je odigral in da lahko doma za svojimi tisti normalen, ne vem, oče, mož, brat, sin in tako naprej. Ker se mi zdi, da te meje postavljati oziroma to prestopati te meje oziroma jih postavljati, je zelo težko. No, vsaj meni se je tako dogajalo, da sem šele z leti potem uspel to narediti, da ko sem imel za sabo res težko tekmo, težek poraz, slabo igral, da nisem prišel domov, pa bil potem 2 dni doma poklapan, pa se obnašal do ostalih, ki niso bili nič krivi, kot da so oni neki narobe naredili. Recimo, to so recimo 2 stvari. Prva stvar je, da se večina športnikov v to mora razviti, tega se mora naučiti. Ne. Na začetku je seveda tisti šport ponavadi
prioriteta v tvojem življenju, vse bi naredil za to, da tam uspeš in seveda na poti do uspeha je veliko tudi neuspehov, ponavadi jih je še več kot pa uspehov. Ne? In zdaj tisti, ki se znajo skozi te neuspehe, skozi težave pribiti s čim manj takih negativnih posledic, namreč če ti 3 dni sitnariš sebi in vsem drugim, to zagotovo ni dobro za to, da bi ti začel dobro igrati, ne, če si naredil napako. Ne. Fajn je, če znaš to pozabiti in drugi dan prespati in naprej, se pravi s pozitivnimi, ne vem, stališči, cilji in tako naprej. Ampak to je seveda lastnost posameznika, eni to znajo dosti hitro, eni se to naučijo skozi kariero, eni pa nikoli. Tako da to je sigurno tudi lastnost, ki razlikuje med tistimi vrhunskimi pa temi, ki so malo manj vrhunski. Ne. Ampak to je absolutno stvar, ki je nujno potrebna. Namreč šport je tako zelo stresen. Ne? Recimo ti si igral tudi v zagotovo najbolj stresni ligi, ne? Tudi z vidika organizacije, potovanj, vsega skupaj. Ne? To praktično, če se športnik ne nauči odklapljati teh trenutkov, ne? Ko se ti pogovarjaš o tekmi, si ravno tako v stresu kot takrat, ko je bila tekma. Ne? In če ti enostavno tega ne znaš odklopiti, pride slej ko prej do izgorelosti. Izgorelost pa povzroči upad motivacije, depresivnost, pasivnost, skratka slabe volje si, to se potem odrazi tudi v odnosih z družinskimi člani. In če mi ne znamo koordinirati med tem, ko smo v teh stanjih oziroma ko se ukvarjamo z nalogo in tem, da znamo se od tega odklopiti, potem seveda to ne bomo zdržali, ne boš zdržal, ne vem koliko let si že zdaj ti v profesionalni košarki. 15 sigurno. 15, ja. To je 15 let konstantnega stresa, to je izjemno hudo. Ne? To je tako, kot da si recimo 30 let top menedžer nekje in če ti ne najdeš načinov, da znaš vsaj v nekih trenutkih odklopiti ta stres, potem enostavno te bo to pobralo, stresno pobralo ali pa zdravstveno skozi izgorelost, skozi psihosomatske težave. Tako da to je nujno potrebno, da se naučimo odklapljati stres in idealno je, če znaš celo najti nek hobi ali pa neko aktivnost, kjer je to mogoče lažje narediti. Recimo, moj oče je kot psiholog ravno tako zelo veliko stvari delal v življenju in jaz nikoli nisem mogel razumeti, zakaj on hoče imeti dirkalne konje, čeprav nikoli sam s konji ni dirkal. On je vse, kar je on delal, dirkale ste 2 moji sestri, s konji, on je pa imel konje, prišel je domov in ko se je rabil odklopiti, se je usedel zunaj pred hišo in je te konje samo gledal. In meni se je zdelo neumno, zakaj mora biti to konjev, pa toliko dela s tem, zato da on to samo gleda, ampak danes razumem, da je bil to njegov način odklapljanja od stresa, ki ga je skozi službene stvari, skozi delo z ljudmi, ki imajo vse mogoče težave, dobil in se je mogel ščistiti. Ne? Zdaj, marsikdo recimo ima se spomni recimo naš najboljši, v lanskem letu najboljši igralec tenisa, recimo Grega Žemlja, on zelo rad igra hokeja, ne? In ko gre hokej igrati, takrat pač pozabi na tenis, recimo, ne? Nekdo drug, recimo, gre nekaj druga delati, en tretji se ukvarja, z neko umetnostjo. Fajn je, če najdeš nekaj, s čemer znaš odklopiti in ponavadi neka ekstra aktivnost pomoč, da lažje odklopiš. Ne? Če pa prideš domov, pa se naučiš, da te najprej cela družina vpraša, pol te po telefonu vsi prijatelji pokličejo, kako je bilo na tekmi, pol seveda pride noč, moč iti spat, se te misli preganjajo, praktično nikoli nisi odklopil in to ne gre. Ne? Jaz sem zdaj ta podcast, mi je super, snemanje teh oddaj mi je super, čeprav danes se spet pogovarjamo o košarki in tem, ampak ne, hotel sem reči, da se čist strinjam s tem, da jaz sem to mogoče malo prepozno v svoji karieri opazil, da je treba imeti ta en outlet, da imaš eno stvar, ki v bistvu je čist nepovezana s košarko. A pa tudi, če bi bila povezana s košarko, recimo, ne vem, da bi šel trenirati otroke. Tako, samo da delaš nekaj, kar predstavlja neko protivtež tistemu hudmu stresu, ki ga ti tam doživljaš na tekmi. In meni se zdaj dogaja, da mi veliko ljudi reče, recimo, ko sem nekje bolj proti koncu kariere, recimo, in ljudi reče, pa zgledaš tako svež po svoje, pa vesel na igrišču, pa zadovoljen. In se mi zdi, da eno od teh razlogov je to, da sem najdel te outlete, da imamo v bistvu to sprostitev izven terena, ker kaj se mi dogaja, da ko v bistvu pride trening, pa ko pride tekma, sem toliko napaljen, kot sem bil recimo pred 10 leti, pa 15, ne, ko sem šel na tekmo. Kar vmes v enem obdobju mogoče nisem imel, ne. In je mogoče tudi to eden od razlogov, da se znam odklopiti, da najdeš to protivtež.
Tako da to se mi zdi zelo pomembno, zato sem tudi vprašal to. Recimo, si zelo dobro izhodišče dal temu razmišljanju zdajle. Namreč, tukaj ti pokažem malo, kje je lahko vloga psihologa. Ne? Praviš, da si veliko teh stvari zdaj skozi kariero spoznal, ne? In si jih nekako naučil po principu poskusov in napak. Tako, ja. Ampak recimo, da si neke stvari usvojil pri 30 letih, mogoče bi jih pa lahko že pri 20, 21, recimo. Ampak moramo vedeti, to ni stvar, da si bil ti neuspešen. To je dejansko, kadar imaš ti 3, 4, 5, 6 strokovnjakov na kupu, vsak pozna svoje področje pač najboljš in potem lahko nekemu vrhunskemu športniku, ki ima velik potencial, pač pomagamo, da doseže stvari relativno hitro. Je pa tukaj čist na dlani, zakaj ti tega nisi potreboval prej. Zato, ker si bil že samo z ostalim talentom, pa ostalim delom tako zelo uspešen, da praktično si prekašal ali pa presegal večino običajnih slovenskih okvirov in karkoli si dosegel, je bilo pravzaprav za slovenske razmere izjemno velika. Ne? In zato nekako verjetno tudi nisi čutil te potrebe, da se še izboljšuješ, ker si že tako bil praktično čist na vrhu. Ne? Če bi pa zdaj z leti, recimo, ko pa na nek način, če druga ne, en del energije, moči mogoče upada, pa človek še vedno išče neke rešitve, kako ostati top in ugotovi, da pravzaprav ni treba več samo brez glavo trenirati od jutra do večera, ampak lahko včasih s pravilnim ali pa bolj učinkovitim pristopom prideš do višjega nivoja forme, z manj dela, pa z manj garanja, ampak seveda s pametjo. Ja, se strinjam 100%. Z leti si se verjetno naučil marsikaj od tega. Je res, ne, točno tako ste povedali, točno tak občutek imam jaz, ja. In časih se mi zdi, kaj bi dal, da bi to vedel že pred 10 leti. Namesto da sem recimo pred tekmo ali pa recimo po kakšni slabi tekmi, namesto da sem šel, pa ni bilo nič narobe, da bi rekel, ampak da sem šel v dvorano in tam res isto brez glavo treniral, dokler ni bilo več enega atoma energije v meni. Mogoče sem napredoval tehnično, pa karkoli, ampak kot igral se mi zdi, da vseeno je bilo recimo včasih to čisto kontraproduktivno. Ne? Ja. Čeprav jaz mislim, da je treba stvari gledati zelo dolgoročno. Ne? Jaz mislim, da za kakšno stvar je bila tudi ta stvar dobra. Ne? Če druga ne, si se mogoče naučil skozi težave iti na en tak, kljub vsemu pozitivni način v smislu povečevanja energije, ne pa tega, da obupaš pa reče, se ne da, pa nikoli ne bom dal dober. Tako da jaz mislim, da vse te stvari imajo skoraj vedno tudi neko pozitivno noto ali pa nekaj, kar ti prinese en tak pristop. Zagotovo ne bi bil tukaj, kjer si, če ne bi bil v teh pogledih uspešen. Drži, ja. Anže, dej vprašaj, ko vem, da te že matra. Ja, Soči. Kaj te zanima v zvezi s Soči? Ti si imel čisto vodo, ali si imel uno rumeno vodo? Zdaj, kar se vode tiče, jaz moram povedati tako, da nekaj, kar me je izredno navdušilo, je bilo to, da praktično mi nismo imeli občutka, da smo sploh kaj posebej zastraženi. To je bilo praktično, jaz sem zdaj že bil 5. uradno na olimpijskih igrah in ne pomnim se, kdaj je tako prosto izgledalo, ampak očitno je verjetno cela organizacija bila taka, da so bili tisti, ki so čuvali nevidni, ne vem, govorili so, da je 10 km okrog narejen krog ljudi, ki pač gledajo, da kdo ne more priti v ta krog. Ampak recimo jaz sem se prosto po celem smučišču, to je cela gora, praktično ta prvici se prečekiral, potem pa nikoli več. Tako da ta občutek varnosti je bil zelo, oziroma ne občutek varnosti, občutek, da te nihče ne kontrolira, ne obremenjuje, s tem je bil zelo dober. Tudi cela situacija je izgledala tako, da je nekje čist na novo nastala vas, kjer je bilo praktično na vse strani vidno vsa tista prizorišča, kjer so se tekme dogajale, kar je bilo super, recimo. Tisto, kar se tiče samih nastanitvenih teh kapacitet, večinoma so bile stvari zelo lepe, videlo se pa je, da je ponekod zmanjkalo malo časa, recimo,
o teh tipkah na kotličkih se je včasih zgodilo, da niso bile prešraufane, pa so padle dol, pa si pač potegnil vodo, tako da si noter tisti kaveljček potegnil ven. Je pa res, da voda je pa bila rjava, to je pa dejstvo, to, ko si se šel tuširati, je bila spodaj voda. A pa so dali kak razlog, zakaj je to? Ker to smo res ogromno tega videli tu. No. Se mi zdi, da bilo ogromno slik. Jaz sem najprej mislil, da sem to umazan, ampak potem sem videl, da je čisto vsak dan enako in sem videl, da res ni to od moje umazanije, ampak je dejansko voda bila rjava. Jaz ne vem, jaz mislim, da ni bila dovolj filtrirana. Tudi zanimivo je, tam, ko smo v jedilnici pili kavo, je imela kar nekajkrat zelo močen okus po neki kovini, ne? Ampak kava z okusom kovine. Ne vem, tako kot da je bilo železo noter, ne? Ampak jaz mislim, da je pač zajetje vode so bile verjetno pač, to je sred hribov, ne? Nekje, zdaj je to bilo znotraj teh dovoljenih vrednosti, kaj pa vem, se ni noben od nas s tem ukvarjal. Ja, to Rusi tudi ne. Rusi tudi ne. Zagotovo je bila rjava voda, ampak medtem ostale druge stvari so bile pa lepo urejene in praktično težko bi rekel, da ni bilo na nivoju, so bile stvari zelo na nivoju. S kom si pa bil zdaj v bistvu tam, uradno, s kom si bil? Mene so pravzaprav povabili borderji, posebej sem bil tam z Rokom Margučem, s katerim že 2 leti sodelujeva, ampak jaz sem drugače praktično od teh športnikov v zadnjih letih sodeloval z mnogimi od njih. Do leta 2011 sem delal s skakalci, potem stekači, recimo z Vesno Fabjan, sva tudi letošnjo leto vse parka dobila, pa splanirala, kako reševati te težave, ki jih je imela z boleznimi, tudi že lansko leto. Ne. Ona je recimo bila tekmovalka, na katero javnost niti slučajno ni računala, ampak ona je septembra, ko smo se dobili, bila trdno odločena, da hoče imeti medaljo in je to medaljo tudi dobila. To je bila tudi njena edina možnost, namreč 4 leta nazaj je bila te discipline, v kateri je ona najboljša, ni bilo, je bila disciplina šprint klasika, kjer je Petra osvojila medaljo in čez 4 leta v Koreji spet ni 4-krat šprinta prosto, ampak je spet samo šprint klasika, to se pravi, edina njena možnost so bile igre v Sočiju in jih je absolutno maksimalno dobro izkoristila. Ne. Pa tudi z biatlonci sem delal, pravzaprav med temi športniki sem jaz v zadnjih 10-15 letih praktično so vsi športniki vsaj nekaj let ali pa 5-10 let sodelovali. Na začetku predvsem z mano, zdaj v zadnjih 2-3 letih je pa še, ali pa 5 letih je pa še nekaj psihologov, ki tudi delajo že, pa si malo porazdelimo to delo. Ne. Kako so pa recimo sami športniki recimo fejst jamrali nad pogoji tam, ali je bilo čisto redo? Ne. Jaz sem živel en leto, mislim leto pa pol sem živel v Rusiji, en leto sem bil v Moskvi, pol sezone sem bil v Kazanu in se mi zdi, da vse iz mojih izkušenj, pa ne samo mojih, res z vsemi mojimi kolegi, ki smo igrali v Rusiji, je vedno 1001 štorija in baladorja iz Rusije, je možno povedati toliko stvari. A je bilo to je bilo vseeno občutiti tisto Rusijo, ta pravo na vsakem koraku, so jamrali športniki ali je bilo res na nivoju? Ne, to morate si predstavljati. Soči je, oziroma vse stvari v zvezi s Sočijem, mi praktično Rusije sploh nismo videli. Tam smo imeli opravka s prostovoljci, ki so bili ekstremno prijazni, pripravljeni vse narediti. Mislim, niti svojih potovalk načeloma ti ni bilo treba nositi, razen gor v sobo pol, iz kombijev so jih oni, če si hotel, prelagali. Medtem ko na prizoriščih je vse absolutno štimalo, z izjemo mogoče malo vremena, pa še to je bilo kar precejkrat lepše vreme, kot je bilo napovedano. Skratka, pogoji so bili absolutno super, tako da mi pravi Rusije sploh nismo videli, mi niti Engarjeve že nismo videli, mi nismo videli ničesar, tam noter v olimpijski vasi so bili Volkswageni, Audi, Q7, skratka avtomobili, tam noter je bil najbolj bogat zahod. Če pa prideš v Soči, je pa to tako luksuzen kraj, kjer te pričakajo, kot ja prideš, je tam križarka, ne? V Sočiju mimo grede rastejo palme, tam to je obmorski kraj, kjer tisti dan, ko smo mi prišli iz te Mountain olimpijske vasice v
samo to olimpijsko vas, kjer so bili hokejisti pa drsalci, prav v Sočiju. Tisti dan so se na morju že kopali ljudje, je bilo 25 stopinj. Logično. Tako da to je v bistvu čista ena luksuzna Rusija, ki praktično z tisto pravo Rusijo. Jaz sem bil prvič v Rusiji, bil sem veliko po svetu, ampak bil sem pa prvič v Rusiji in jaz pravi Rusiji nisem videl, ker Soči ni Rusija. To je tako, kot da si predstavljate, da pridete v Ameriko, ampak preletiš direkt v Las Vegas in praktično nič druga ne vidiš in to rečeš, to je Amerika. Ja, to ni ta prava Amerika, to je Las Vegas. Zdaj ta Soči sicer ni tako kot Las Vegas, čeprav ta krasnaja poljana, ki je spodaj pod tem Mountain Village-om, je praktično čist nov kraj s samimi lepimi hoteli, vse na novo narejeno, vse v lučkah, praktično to v Sloveniji ni takega kraja. Kaj pa recimo tvoja končna ocena vseh rezultatov naših športnikov v Sočiju, naših olimpijcev? Vsi vemo, da so presegli verjetno pričakovanja 8 kolajn, se mi zdi, da je bilo, ampak vseeno. Mogoče je bila kira za tebe nad pričakovanji, katera pod pričakovanji oziroma zdaj, ko je konc vsega, ko nazaj pogledaš? Ne, jaz mislim, da smo tokrat absolutno dosegli zelo veliko. To se seveda ne pomeni, da ne bi mogli še kakšne medalje osvojiti. Zagotovo se je borderjem po nesreči vsaj še v veleslalomu še ena izmuznila, pa recimo Faki je bil v bistvu bolan in šele proti koncu prvenstva prehajal v to, da je bil zdrav, ampak je pač zmanjkalo tekem. Tako da sigurno bi še kakšna medalja lahko se zgodila, ampak glede na vso stanje, mislim, da moramo biti vseeno realni, da je bilo to izredno učinkovita olimpijada za naše športnike in da so nekako verjetno tudi vse te izkušnje zadnjih let, desetletij, ko smo velikokrat bili osmoljenci, pa so govorili, da Slovenci ne znamo nastopati, da smo nekako dokazali, da tudi v tej kontekstu samozavesti nismo več tisti majhni Slovenci, ki si ne upamo zmagati, ampak da praktično, ko se ti pojavi prilika in ko si s formo na pravem trenutku, večina teh športnikov naših to zna zagrabiti in izkoristiti priliko. Bi se sam vprašal zdaj za naprej, prej si že omenil, da malo delaš z podjetji, pa tako pa z menedžerji. A se misliš bolj s tem obadati, ali še zmerno športnike, ali oboje, ali kako? Veš kako je, jaz sem tik pred olimpijskimi igrami v Vancouveru prišel na fakulteti praktično do najvišjega možnega naziva, kar pomeni, da lahko malo zaspiš. Meni je to v bistvu, to ni moj stil in jaz sem si iskal nove izzive. Jaz bom s športniki absolutno ostajal naprej, zato ker je to najlepše delo. Namreč športniki so tako posebni, toliko zgodb je iz športa, ki so meni zelo spremenile življenje, ki so me naučile nekih novih stvari, ki sicer nikjer ne bi mogel spoznati, da bom to sigurno obdržal tudi naprej. Ampak hkrati se pa seveda postavljajo novi izzivi. Recimo naredil sem eno novo spletno oziroma eno aplikacijo za mobilne telefone, ki je prosta za Android sistem in za iOS sistem, pa izvirajo iz psihologije. Delam pri enem spletnem portalu Alive, ki govori o zdravem načinu življenja, o premagovanju stresa, prehajamo na celo svetovno tržišče s tem. V podjetjih recimo sem menedžerje selekcioniram, pa jih poskušam učiti. Ampak to je zato, ker se mi zdi, da mora človek vsakih nekaj let tudi kaj novega narediti, če hoče, da ostaja motiviran. Samo tukaj iščem neko stvar, ki mene dopolnilno na nek način polni, da lahko narediš nekaj, kar je novo, kar je drugačno, kar ti na nek način razširi obzorja, ampak športniki še zmeraj ostajajo moja prva najbolj pomembna aktivnost, ki je najbolj uživam. Super. Zdaj pa gremo na eno čisto malo tako drugo točko, kjer mi dva rečemo, zažeto imenujemo ta del oddaje Weird zadeve. Sicer, Matej, mogoče smo prej, ko smo na začetku, preden smo štartali snemanje, smo mogoče pozabili povedati, da na koncu oddaje je pač ta del oddaje, ki je pač poslušalci kar priljubljen, ko v bistvu jaz pa Anže vsak zberemo
eno weird, eno smešno, zanimivo stvar, ki jo najdemo na internetu v zadnjih 14 dneh in potem jo nekako pokomentiramo in vsak zberemo eno. Jaz ne vem, katero zberem že ne ve, katero bom zbral jaz in potem tudi gosta na našem podcastu z veseljem. Če ima kaj za pripomnite, pa za pokomentirati mu damo besedo, ampak mislim, da je Anže, da si ta teden zdaj ti prvi, tako da izvoli, da vidim, kaj si zbrsko na netu. Pa to ne bo zdaj povezano verjetno športom, pa tako naprej. Ne, to bo čisto random zdaj. Moja v bistvu že stara, bom jaz zdaj vam dal link v Skype, pa lahko vidva kliknete, jaz bom pa med tem razložil, zakaj točno se gre. Gre v bistvu za en model, ta je dosti resna, sploh ni tako smešna, ampak me je ful cool zgleda, pa sem rekel, pa res je stara zadeva, ampak ne vem, če že kdaj slučajno kdo ni videl, vse bo link v zapiskih od epizode. Gre v bistvu za enega človeka, ki je v Afganistanu živel, pa je šel pa na Dansko živeti, pa je dizajner rato, neka taka zgodba je, in je naredil v bistvu mašino, ki deminira pač minska polja in narejena na principu nekih igrač, ki so jih oni delali kot otroci v Afganistanu, ker tam pač ful veter piha. In je naredil ene take, sploh tako zgleda, kot taki morski ježki, ki nimajo budic, ampak imajo take noge in pač to postaviš na puščavo, veter piha, te zadeve žene naprej in ko padajo na mino, jo pač sam en delček jo razgon, pa se pa zadeva naprej fura. In pač plan je, da pol cel polje zdeminira. Se sliši se glupo, kot točak. Se vidim zdaj video. Ja, ampak še enkrat, link je v zapiskih, če greš na aparatus.si, pejte /oddaja/podrobnosti, pa to je 11, tako boste tam videli ta video. In je pač, ne vem, meni ful me je cool in sem zanj, ne vem, kdo je že spet to objavil. In sem si takoj zacahal, da to gre definitivno v weird zadeve. Ne, tisko bo videl ta video, bo videl, da to spada ta segment, ampak res zanimivo zgleda. Tako si rekel, ko je morski ježek, ko so v bistvu kotelino. Ja, ne vem, ful je težko razložiti, ampak je res tako proper cool zadeva. A prav na principu, na veter to dela? Ja, ker so v Afganistanu froci, ker pač je tam nič, pač delajo te neke igrače, ki so pač na veter. In pol je on to nekako združil in kao ne bi zdeminiral. Tako, evo. Ta je moja. Vidiš, take rešitve so v bistvu najbolj ustvarjalne, ki v bistvu združijo nekaj, kar na nek način nobenemu ne pade na pamet, pa potem nastane nekaj, kar je drugače od vsega tega, kar že poznamo. Ful zanimivo. Ta video, ko gledam, res je zanimivo. Ti pravim, da je res taka čisto huda zadeva. Jaz sem pa v bistvu dobil ta link za to novico od našega enega poslušalca, Marko Prelec, oziroma na Twitterju @afnaprelc, tako da hvala. Je v bistvu mi poslal ta link, da naj bi zelo ena ambiciozna ameriška organizacija, ki se imenuje Media Development Investment Fund, ima v načrtu, da v orbito pošlje satelit, ki bi v bistvu streamal oziroma beamal po ameriško, tega reče beaming, Wi-Fi po celem svetu. Se pravi, da bi bil prosto dostopen Wi-Fi do praktično do vsakega človeka. Internet naj bi bil zdaj po nekih izračunih dostopen, nekje 60% ljudem naj bi bil dostopen, tako da to je še kar ena velika masa ljudi res, ki nima dostopa do interneta in te satelite naj bi pomagali pri tem. Zanimivosti sta se mi v tem članku zdeli predvsem dve, sta mi padle v oko najbolj to. Ena je, da naj bi bil internet, se pravi, zastojn oziroma free of charge, se pravi, prosto dostopen vsem, kar seveda tem večjim telefonskim kompanijam nikakor ne diši najbolj, ampak eden od glavnih vodij tega projekta, Sayed Karim, je rekel, da we will fight and win. Pravi, da bojo to uspeli narediti, da bo to dostopno. A druga stvar se mi pa zdi zanimiva, da naj bi recimo države, kot sta recimo Kitajska in pa Severna Koreja, ne bi imela možnosti preprečiti tega streama, in bi bilo v bistvu marsikaj dosegljivo ljudem, ki zdaj ima internet, ampak imajo v bistvu internet precej blokiran oziroma cenzuriran. Ja, Kitajska to ima. Ja. Tako da to bi pa odprlo neka nova vrata, kar se tega tiče in naj bi pač po mišljenju teh ljudi, ki imajo ta projekt pač planiran, to naj bi pač bil en korak naprej v prihodnosti, da naj bi bil vsakmu internet dostopen, se pravi zastonj, se pravi brez plačila. In
kar hitro naj bi ta zadeva štartala. Zdaj naj bi v bistvu septembra 2014 naj bi v bistvu že se začeli povezovati z NATO in začeli testirati to tehnologijo. V začetku 2015 naj bi začeli v orbitu pošiljati prve satelite in junija 2015 naj bi že začeli oddajati internetni signal iz vesolja. Tako da, Anže, to tebe pa zanima, tisti taki internetni friki. Dobra informacija, ker mi internet tukaj preko lastov, ki precej slabo dela, pa pravzaprav ni potrebno iskati nekih rešitev, ker bomo kmalu na te močne brežične vesoljem internetu. To jaz še lahko mi čakam, da se Bog izpravi iz te španske linije za nič dol. Jaz sem res šloh internetu, ampak glej, to se mi že skozi en tak korak, normalen korak, naslednji korak. Veš, prvo smo imeli, ne vem, včasih ni bilo niti GSM-ov oziroma telefonov, potem dobiš GSM, pa internet, pa zdaj internet na telefonu. Naslednji korak res mora biti to, da imaš vse posod pokrit internet, da vseeno, kjer si, dostop do interneta, moraš imeti. To se mi zdi edina taka logični naslednji korak. Seveda, ampak to tudi pomeni, da smo ga vsi polomili, ker smo zdaj kupili avtomobile, pa nismo noter dali tistega, da ima dostop do interneta, ker sem si mislil, da ne bom plačeval še enega telefona, ampak če bo vse free, je pa škoda, da tega nismo. Ja, da saj antena, ne? Ja, da saj antena noter, ne? Tako je. To bo to. Matej, še enkrat res najlepša hvala za ta podcast, za ta pogovor. Mogoče za tisti ljudi, ki jih zanima sodelovanje s tabo, pa sem prepričan, da je kar nekaj športnikov, ki poslušajo ta najn podcast, ki delamo z Žetom. Kako se te lahko kontaktira, oziroma kako lahko pride stik s tabo, kako lahko zvejo več informacij? Vse informacije imajo na mojih spletnih straneh, ki se jih je lahko zapomniti, ker se je naslov www.matejtusak.si. Možno odprti smo pa za zelo. Jaz imam zdaj tudi dva sodelavca, eno psihologinjo, enega psihologa, ki mi pomagata, sploh kadar prevzamemo kakšno večjo stvar, da tudi takrat, kadar mene ni, nekdo drug to podela. Ampak delamo pa zelo različno, od tega, da delamo individualno, do tega, da naredimo kakšen dan športne psihologije, kjer jih tekom celega dneva naučimo neke vaje, naredimo neka predavanja, da si potem znajo tudi sami pomagati. Tako da možnosti, da se delajo stvari ali individualno, ali skupinsko, ali tako, da ni zdaj denar tista omejitev, zaradi katerega nekdo ne bi mogel priti do teh informacij, že najdemo obliko, ki je za vsega potem sprejemljiva. Tako da, če bojo hoteli, me poišče na teh spletnih straneh, tam so pa tudi moji telefoni, kjer se me da vedno dobiti. Moram povedati, da je moje res primarna dejavnost delo s športniki, to je tisto, kjer najbolj uživam. Vsega tega, kar sem se danes naučil, v zadnjih letih naučil in delam tudi v podjetjih in po šolah in ne vem, kje ne bi bilo, če ne bi delal v športniki. Tako da jaz moram absolutno se svojim športnikom zahvaliti za to, da sem to, kar sem, ker brez tega znanja, brez teh izkušenj pri delu z njim niti slučajno ne bi mogel tega deliti naprej. In tudi mislim, da je naloga vseh nas, ki smo se kaj naučili, da znamo mladim športnikom, ki si želijo, ki so motivirani, pomagati. Seveda, to je res pravilno razmišljanje in ne bi rad zdaj sam sebe v prsih rad toliko, ampak bi rad samo v isti sapi rekel, da tudi moj namen je v bistvu za delanje teh oddaj, pa delanje teh podcastov, da mogoče lahko tudi kakšnim mladim športnikom kaj svetujemo za naprej. In jaz verjamem, da današnji podcast je bil en tak, da se bo lahko marsikdo kaj novega naučil, tako da ful hvala. Anže, kje se pa najde naš podcast, oziroma kje se najde tebe, da se lahko ta oddaja še naprej posluša, razvija in tako naprej? Za konec še hitite tudi tvoj admin. Štežite nam lahko na mailu podrobnosti afna.aparatus.si, 2 p.sta v aparatusu. Jaz sem na Twitterju afna.anzet, drugače pa podcast podrobnosti na aparatus.si, tam so tudi še podcasti. Bluzenje je zdaj s Tinom Vodopivcem, ki se pogovarja s folkom, pa Glave, kjer se o serijah po filmih pogovarjamo, pa Iglu Impro, ki je v improvizaciji, pa Pivotiranje, kjer 3 modeli o basketu govorijo. Tako da to je vse tam gor. Če ste slučajno naročeni na podrobnosti v iTunesih, bo kakršnakoli cena tam dobrodošla.
Pa na Facebooku, yes. Je, pač link je tudi na aparatus.si, ampak če na Facebooku postrčete aparatus.si, se tudi tam najde, pa nas lahko polajkate. Ja. Pa podpre se lahko dajo. Tako, ja, pa če imate šanso, res ful, vsak evro. Mrežo, res, če imate šanso, prek PayPala se da mesečno računino dati, res ful hvaležni za vsak evro, ker gre za serverje, pa za upremo, za vse ostalo. No. Res, vsakič, ko dobim od PayPala mail, sem vesel, tako da... Ja, nadgrajujemo zadevo, oziroma sploh ti, ne? Zdaj naslednji korak je kaj, da še dodamo kako so opreme. Res je. A boš kako skrivnost več izdal o tem? Ne, ko bom do sliko gor, tako da, ko bom do sliko gor. Pošten. Fair enough, tako ti rečeš, fair enough. Jaz bi sam še za naprej napovedal za naslednje oddaje. 24.3. Bo zunaj, v ponedeljek 14.3. bo zunaj spet special z pižamo, z Boštjana Gorenca pižamo o vir zadevah. Jaz to že komi čakam, to je ena takih bolj zanimivih, kar se tiče teh smešnih stvari na internetu, bolj zanimivih oddaj in tudi to bo zelo veselo. Pa za 7.4. Goran Dragič, ko sem že v prejšnjem podcastu omenil, da pač on ima zelo natrpan urnik tekem, jaz imam natrpan urnik tekem, ampak smo dogovorjeni, da uspemo speljati ta podcast, tako da mislim, da 7.4. bo potem to zunaj. Toliko za enkrat, še enkrat najlepša hvala, Matej, sem ful hvaležen. Hvala tudi vama. Ja, res hvala, ker si vzel cajt. Ja, verjamem, da se nismo zadnjič pogovarjali in da se še kaj vidimo, slišimo in tako naprej. Anže, tudi tebi hvala, no. Pa smo na vezi, ne? Boki, tudi tebi hvala. Ok, vse smo se vsak mu zahvalili in zdaj je to. Ajde, čau. Ajde, živa.